To so posnetki po vrnitvi Lee, Maje in Petre s tekmovanja, ki je potekalo februarja lani v Ljubljani. Poleti je sledilo uspešno tekmovanje v Barceloni in novembra še finalno tekmovanje v Združenih državah Amerike. Izkupiček je bil tudi tokrat izjemen. Z finalnega tekmovanja so dekleta namreč prinesla 5 novih srebrnih in 1 zlato medaljo. S tem so dopolnila bogato zbirko odličij iz Ljubljane in Barcelone. Poleg medalj so se dekleta razveselila še maskote tekmovanja, alpake. Veliki finale tekmovanja je potekal na prestižni univerzi Yale v New Havenu blizu New Yorka. Prvi dan smo se spoznali z ostalimi tekmovalci, drugi dan je bilo pa zares, smo začeli z debatami in z esejem. Potem smo imeli še nekaj drugih aktivnosti, ki so tudi v tem sklopu tekmovanja. In zadnji dan, ko je bila razglasitev, smo se tudi poslovili in smo se odpravili proti našem zadnjem delu našega potovanja. Gledali smo si New York. Imeli smo več različnih tem, vsaka se je bolj potrudila na svoji. Mislim, da je vsaka dobila 2, pa smo mogli bolj podrobno poiskati, ampak smo se mogli učiti tudi druge. Ampak pač, ja. Imeli smo sociologijo, zgodovino diplomacije, literaturo, umetnost pa znanost. Tekmovanje poteka vse posod približno enako, teme so iste na vseh 2 delih. Kot je že Petra rekla, 2 testa sta, pisanje skupnega eseja, pač vsaka napiše svojega, sami pač v ekipah in se lahko pomagamo med sabo, pa seveda debate, ki so tudi nekako zelo težke. Priprave na zaključno tekmovanje, ki je potekalo na precej višjem nivoju kot predhodni 2, so trajale več mesecev. Pač učili smo se že celo poletje, pa ko smo prišli nazaj v šolo, smo se tudi vsak teden učili, pa tudi doma smo se pripravljali same. Velika čast je bilo zdaj sodelovati na tem tekmovanju. Večinoma so bile to šole iz angleško govorečih držav ali pa mednarodne šole, tako da se je naša mala šola uvrstila tako daleč, je bilo res neprecenljivo. Zelo sem ponosna na punce, fejst so delale, zelo so se učile. Poleti, ko smo se pripravljali za Barcelono, je še šlo, ker so bile počitnice, ne bilo to edino, kar smo počeli, zdaj pa zraven šole se še za to pripravljati, ja, je bilo kar naporno. Tekmovanje učenkam zagotovo ostaja v lepem spominu in je izkušnja, ki bi jo z veseljem še enkrat ponovile. Ja, to je bila res nepozabna izkušnja in res smo veseli, da smo lahko sploh prišli do sem, ker pač vemo, da nimajo vsi take možnosti in pač zelo smo veseli, da smo se lahko udeležili tega. Zelo je fajn videti, da koliko je bilo vloženega truda in se vse skupaj obrestovalo. Punce so izgubile ves strah in pred angleščino in pred tujci in nimajo težav z komuniciranjem, sporazumevanjem, znajdejo se po mestih, po letališčih, tako da tudi drugače celostno gledano se mi zdi, da je bila ena super izkušnja in sem vesela, da so jo dali skozi. Na osnovni šoli 14. divizije so nad pokazanim znanjem učenk navdušeni in nanje zelo ponosni. Tudi jaz sem izredno ponosen tako na vse 3 tekmovalke, kot tudi na mentorico. S tem smo dokazali, da tudi na majhnih šolah dobro delamo in se lahko kosamo z največjimi slovenskimi in tudi mednarodnimi šolami na tem področju. Seveda je res to še posebno uspeh glede na to, da so deklice, ki imajo le kot drugi tuji jezik angleščino, vemo pa, da so na tem tekmovanju večina šol, ki ima angleščino kot osnovni, kot prvi jezik. Pridobljeno znanje bo dekletom zagotovo koristilo pri nadaljnjem šolanju in glede na to, da so devetošolke, jih kmalu čaka izbira srednje šole. Zaradi doma bi najverjetneje šla v strojno poklicno, ampak imam tudi nek pač željo do jezikov, da bi govorila več, tako da bom se težko odločila. Jaz bi šla na gimnazijo, ne vem še katero. Mogoče Novo mesto ali pa Brežice, nisem pa še čist sigurna. Zaenkrat nimam nekih visokih pričakovanj, ampak pač tudi ciljam na gimnazijo. Osnovna šola 14. divizije bo tudi letos sodelovala na svetovnem pokalu iz znanja. Ekipa še ni izbrana, a je po izjemnem uspehu Petre, Maje in Leje interes med učenci precejšen.